Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, pozdravljeni. Pozdravljeni na tradicionalnem novoletnem sprejemu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki pa letos zaradi okoliščin ne more biti tradicionalen, ker smo omejeni z mnogimi navodili. Torej, po eni strani smo omejeni, po drugi strani pa nas je od trenutka, ko je bilo jasno, da to ne bo moglo potekati tako, kot običajno poteka, gnala ideja, da vsej nekaj malega naredimo in na ta način ohranimo tradicijo, ki traja zdaj že več kot 25 let. In več kot 25 let je to potekalo tako, da je bila cela prireditev, čeprav se nadaljuje v družabno srečanje, povezana oziroma zgrajena okoli mladih kolegic in kolegov, torej tistih, ki so tisto leto doktorirale oziroma doktorirali. In pa vedno je najprej pozdrav vse zbrane oziroma pozdravila predsednica znanstvenega sveta oziroma predsednik znanstvenega sveta. Vse skupaj se je pa začelo z kolednico, za katero so tudi že četrt stoletja najbolj skrbele kolegice in kolegi z Inštituta za slovensko narodopisje oziroma glasbeno narodopisje. Tega to zdaj žal odpade, midva z Mijo sva se odločila, da pela ne bova. Torej, začelo se je običajno z kolednico, potem pa smo nadaljevali z govorom in z podelitvijo priznanj. Ob tem tudi priznanja dobri gospodar, ki ga, kot bom povedal v nadaljevanju vse še enkrat, dobi tisti inštitut, ki je najbolje posloval v minulem letu. Torej, kolednico smo odpravili, zdaj prosim predsednico znanstvenega sveta ZRC SAZU, dr. Mijo Otar Gorenčič, da nas pozdravi v svojem novoletnem nagovoru. Prosim. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, v veliko čast in veselje mi je, da vam smem ob izteku tega tako posebnega leta izreči nekaj besed. 2020 je leto, ki nam bo ostalo v spominu za vedno. V začetku leta smo prve vesti o novem virusu, ki so prihajale z vzhoda, jemali kot še eno v vrsti številnih informacij, ki preko spleta prihajajo do nas iz minute v minuto, iz ure v uro. Kmalu zatem smo se ob fotografijah zdravstvenega osebja v opravi, ki je spominjala na prizore iz znanstveno-fantastičnih filmov, oddahnili, da virusa ni pri nas, da je ostal na varni razdalji. A le malo kasneje je postal del tudi naše realnosti. Za določen čas smo morali sprejeti, da ne obvladujemo virusa mi, marveč virus obvladuje nas. Okužba, karantena, samoizolacija, distanca, epidemija, pandemija, lockdown,
Zoom, maska, razkužilo so postale besede našega vsakdana. Osupli smo spomladi strmeli v fotografije svetovnih velemest, ki so bila sredi tedna, po dnevi, brez enega samega človeka ali avtomobila. Svet se je spremenil. Vse, kar počnemo, smo pričeli opravljati na daljavo. Konec decembra pa je čas, ko se zavemo, da je tisto, kar v resnici najbolj potrebujemo, biti blizu in ne biti na daljavo. Letošnje leto še toliko bolj. Kot raziskovalci smo v vseh razsežnostih dojeli, kako zelo potrebujemo osebna znanstvena srečanja, osebne diskusije o znanstvenih tematikah, ki jih raziskujemo, in kako zelo potrebujemo oseben stik tudi s kolegi iz tujine. Izkušnja letošnjega leta pa je pokazala tudi to, kako nerazdružljive so naravoslovno-tehnične in družboslovno-humanistične znanosti in da le, če hodijo z roko v roki, lahko izpolnijo vsa pričakovanja in odgovorijo na celoten spekter potreb, ki jih ima človek. Človeštvo nujno potrebuje cepivo in raziskave njegove učinkovitosti ter odziva človeškega organizma nanj. Prav tako potrebuje tudi raziskave o vplivu tega virusa na druga živa bitja in ne nazadnje na naravo samo. Toda enako nujno potrebuje tudi raziskave, ki bodo pandemijo postavile v nek zgodovinski kontekst, ki bodo človeštvu pomagale razumeti in skušale osmisliti to, kar se dogaja, ki bodo pokazale, kako so se naši predniki soočali in spopadali s tovrstnimi boleznimi, kako so epidemije krojile tok zgodovine, kakšne družbene spremembe je to povzročilo, kakšne posledice je to pustilo v kolektivnem spominu, kako so se epidemije odslikavale na področju umetnosti, glasbe, ritualov, jezika, literature, filozofskih diskurzov, v različnih geografskih okoljih, pri rabi vsakodnevnih predmetov, pokopih, grafitih. Zagotovo danes čisto v drugih dimenzijah razumemo srednjeveški grafit, kot je iz Ashwella v Veliki Britaniji, ki poroča o kugi v letu 1350 in pravi: bila je kuga leta 1000, 3x100, 5x10, žalostno, hud bojevnik. A kuga je odšla. Nesrečno ljudstvo je preživelo, da priča. In na koncu je močan veter na dan svetega Maurusa zavel po svetu. Človeštvo potrebuje tudi raziskave, ki predočajo, kakšen je bil svet po koncu epidemije. V čem so ljudje našli moč, da prebrodijo ta čas? V čem so videli smisel in našli rešitev? Ena od velikih dragocenosti Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je prav prepletenost različnih ved. To je naša velika prednost, ki nas medsebojno povezuje in bogati ter razširja obzorja vseh nas. Interdisciplinarno sodelovanje nam omogoča, da dosegamo več in da lahko stremimo po višjih znanstvenih ciljih. Konec leta je čas za novo upanje, za nov začetek, za to, da se umirimo, smo blizu našim bližnjim, tistim, ki jih imamo radi, in da smo blizu in v harmoniji tudi sami seboj. Le tako bomo lahko dosegali znanstvene rezultate, kot si jih želimo, in kovali nove znanstvene cilje v luči povezovanja in medsebojne bližine. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
Želim vam doživeti Božič in da bi novo leto prineslo umiritev razmer in s tem tudi znanstveno okolje, v katerem bo vsak od nas lahko sledil svoji nebesni zvezdi. Včasih je samo nežen dotik, trenutek navdiha, dovolj, da odpremo oči, spregledamo in najdemo zvezdo, ki nam kaže in osvetljuje pot, na kateri bomo lahko v polnosti uresničili raziskovalni potencial, ki ga nosimo v sebi. Najlepša hvala. Jaz prosim, da kolegica Oterjeva ostane z nami do konca prireditve. In se bom takoj navezal na sklepni del njenega nagovora, ki se je dotikal začetkov ali koncev. Glede na to, da smo to prireditev pred leti že zgradili okoli mladih kolegic in kolegov, priča o tem, da prednovoletni sprejem načeloma na ZRC-ju razumemo kot nove začetke in ne konec nečesa. Ne? In novi začetki ste tudi vi, mlade doktorice in doktori znanosti, in dovolite, da zdaj preberem vaša imena in vam pač v skladu z okoliščinam posredno predam priznanja, ki jih sicer izročamo neposredno. Vrstni red imen in naslovov doktoratov sledi temu, kako so vaši inštituti, vaša imena sporočali v tajništvo in ne po abecednem redu ali pač po datumu doktoriranja, kot bi lahko nekdo pričakoval, tako da je vrstni red mogoče nekoliko neobičajno. Torej, prvi na tem spisku je Nejc Čaš z Inštituta za antropologijo in prostorske študije, ki je konec januarja letos na Univerzi v Cardiffu uspešno ubranil doktorsko nalogo z naslovom Numerical and Experimental Modeling of Tidal Range Structures with Focus on Conservation of Momentum through Hydraulic Structures. V mojem zgodovinarskem prevodu bi ta naslov v slovenščini glasil približno takole: numerično in eksperimentalno modeliranje struktur plimovanja z poudarkom na ohranjanju obstoječega stanja s pomočjo hidravličnih struktur. Zdaj, kolega, tudi če to ne drži, bova oba zamolčala, pa mi boste potem povedali, koliko se mi ta prevod posrečil ali pa ne. Torej, čestitam za doktorat in prosim, če lahko sami prevzamete priznanje oziroma priložnostno darilo. Naslednja je Shakira Guani Quinones Lebron z Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ki je uspešno zagovarjala svojo doktorsko nalogo 17.4. letos na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov njene naloge pa se glasi Testing Sexual and Other Selection Pressures Influencing Male Size in Sexually Size Dimorphing Spiders. In zdaj zopet zgodovinarski prevod biološkega naslova, ki se glasi preverjanje seksualnih in drugih selekcijskih pritiskov, ki vplivajo na velikost samca dimorfnih pajkov. Tudi tukaj prosim za razumevanje za prevod. Naj dodam, da je mentor tega doktorata bil kolega dr. Matjaž Kuntner. Čestitam. Naslednja je Manca Vovk Bahun z
ki je svoj doktorat iz Geografskega inštituta Antona Melika, se oproščam, ki je 18.6. letos na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem uspešno zagovorila doktorsko nalogo z naslovom Mehanizmi pojavljanja snežnih plazov v slovenskih Alpah. Mentor njen pa je bil doktor Blaž Komac, somentor pa kolega Matija Zorn. Čestitam. Žal zaradi družinskih obveznosti z nami danes ni Vanje Huzjan z Inštituta za slovensko narodopisje, ki je na začetku novembra letos na podiplomski šoli ZRC SAZU uspešno zagovarjala svojo doktorsko nalogo z naslovom Gmotna kultura otrok v Ljubljani in okolici od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne pod mentorstvom dr. Maje Godina Golja. Ne glede na to, da je ni in da ji bomo priznanje in darilo podelili kasneje, predlagam, da ji zaploskamo. Naslednja je Nina Dittmeier za Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, ki je prav tako pred dobrim mesecem na podiplomski šoli ZRC SAZU uspešno zagovorila svojo dizertacijo. In sicer njeno doktorsko delo nosi naslov Slovensko pesništvo na Štajerskem med letom 1758 in 1848, vzori, žanri in recepcija, pod mentorstvom kolege doktorja Luke Vidmarja. Čestitam. Naslednji je kolega Filik Kuzmič z Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ki je prav tako nedavno uspešno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal svojo doktorsko nalogo z naslovom Classification and Gradient Analysis of Weed Vegetation in Europe. Zopet moj prevod v slovenščino, klasifikacija in gradientna analiza vegetacije žitaric v Evropi. Zopet prosim za diskretnost, torej čestitam. Naslednji je Jernej Richter, ki ga žal zaradi smrti v družini tudi ni danes z nami, pa je prav, da ga omenimo, iz Arheološkega inštituta, ki pa je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom doktorja Benjamina Štularja. Naslov njegove doktorske dizertacije pa se glasi Stratigrafija grobišča župna cerkev v Kranju in tipokronologija zgodnje srednjeveškega nakita. Čestitamo. In končno še kolegica Lea Kuhar iz Filozofskega inštituta ZRC SAZU, ki je prav tako v jeseni na podiplomski šoli ZRC SAZU uspešno zagovarjala svojo doktorsko nalogo z naslovom Problem specifične predmetnosti v Marksovi kritiki politične ekonomije pod mentorstvom doktorja Radivoja Rihe. Čestitam. Tako, prvi del tega osrednjega dela podelitve na priznanje nagrad smo končali, zdaj sledi drugi, s katerim običajno malo zavlačujemo, tako da zvišamo suspens. Ne nazadnje, ta prestižna nagrada ni samo ta pujsek, ampak ga
jo spremlja tudi denarna nagrada za vsakokratni inštitut v višini ene letne plače mlade raziskovalke ali mladega raziskovalca. Torej, če ne drugega, so nova sredstva vedno dobrodošla. Zdaj, drugi zapored je to nagrado in vse skupaj tretjič osvojil Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in postal s tem dobri gospodar za leto 19. Vedno pogledamo rezultate za eno leto nazaj. Tako da predstojnica, ki je pač v sklopu okoliščin tudi predsednica znanstvenega sveta in danes govornica in vse skupaj se zelo racionalizira tukaj z nami, bo zdaj ne samo prevzela prehodni pokal oziroma prehodnega pujska z napisom, temveč tudi trajnega, namreč ko inštitutu uspe to prestižno nagrado dobiti še drugič, potem dobil trajno last ta kipec za to, da jih to še naprej spodbuja k dobremu gospodarjenju. Torej, res lahko zaploskamo dvakrat in upam, da to počnejo tudi tisti, ki nas spremljajo. To je pravzaprav to. Zdaj mi dovolite samo za konec, da voščim še jaz, vam in kolegicam in kolegom. Težko bi povedal kaj več od tega, kar je povedala kolegica. Za nami je res posebno leto in to me je vodilo k temu, da enkrat za spremembo nagovorim ali pa izdvojim dve skupini kolegic in kolegov. V prvi vrsti vas, mlade kolegice in kolege, in v drugi vrsti vse, ki so nekoliko manj vidni, pa vendar tudi zelo pomembni za to, da naša ustanova funkcionira. To so naše strokovne sodelavke in sodelavci, tehnični sodelavci. Torej, najprej vi, mladi. Zdaj, nedavno smo imeli srečanje z novo zaposlenimi v ZRC-ju v letošnjem letu, zdaj že nekaj let tega ne počnemo čisto formalistično, ampak organiziramo kratek pogovor z njimi in tokrat smo seveda to morali storiti po Zoomu in takrat sem jim za popotnico dela pri nas, glede na to, da so z večine mlade raziskovalke ali raziskovalci, predlagal, da sledijo dvem slovenskim pregovorom, ki jih sicer ne maram, ampak ta dva se mi zdi, da sta primerna. En pravi, kdor vpraša, kruha ne strada. Torej, zdi se mi, da ko živimo v kulturi, ki ni izrazito ekspresivna. Slovenci nismo znani po tem, da smo zelo ekspresivni in odprti in ljudi radi sprejmemo in to v sekundi, temveč smo nekoliko bolj zadržani in v svojem življenju, v strokovnem seveda predvsem, sem ničkolikokrat videl situacije, ko so si predvsem nekoliko mlajši in manj izkušeni preprosto si niso upali vprašati stvari, ker se mi je zdelo, da to, kar bojo vprašali, da je to očitno in jim je bilo nerodno, niso se hoteli usmešiti. To je ena največjih neumnosti, ker če pogledamo določene druge kulture, živijo od tega, da komunicirajo skozi spraševanje. Torej, vam, ki ste mladi, priporočam to, da enostavno sprašujte, da vprašate vedno takrat, ko vas nekaj zanima, ne glede na to, da je to morda že pred pol ure vprašal nekdo drugi, pa ste to preslišali, ali kakorkoli. Skratka, najbolj banalne stvari so lahko včasih zelo koristne. In najpogosteje se izkaze, ko boste to delali, boste opazili, da 3/4 ljudi v
v tistem trenutni situaciji prav tako ne ve tega, kar vi sprašujejo, ampak se enostavno niso upali ali niso hoteli vprašati. In drugi pregovor, ki se mi zdi primeren za mlajšo populacijo, je: mladost je norost, ki skače čez potok, ker je most, ki smo pa mi v nekem dogodku nedavno na ZRC-ju to reklo, spremenili: mladost je modrost, ki čez potok skače, ker je most. Skratka, pod raziskovalci si ne znam predstavljati, da bi delali drugače, kot iskali neke druge poti od utečenih. In še enkrat, da zaključim, ko sem bil mlajši, so se mi zdeli ne samo slovenski, ampak tudi drugi pregovori patetični, dosti nepotrebni, nekako sem občutek, da gre za pokroviteljstvo vseh generacij, ki jih nosimo za sabo. Ampak v resnici zdaj, čez leta sem pa ugotovil, da so eni kar simpatični, če jih pogledaš potem, kaj naj bi sporočali. In druga skupina, ki bi jo posebej izpostavil, kot sem že napovedal, so naše kolegice in kolegi od čistilk do vzdrževalcev, do strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki se pa niso mogli in smeli umakniti, če smo hoteli mi vsi ostali funkcionirati, ne glede na to, na kateri lokaciji smo delali. Torej, te so nevidni ali pa zelo vidni, ko jih potrebujemo. Takrat recimo kakšne računalničarje, ko nam kaj ne gre, potem smo presrečni, ko jih srečamo, in potem si jih seveda tudi zapolnimo. So pa tudi mnogi taki, ki niso vidni, niso vidne, in tem se želim na tem mestu še posebej zahvaliti. Zdaj gledam vas, ker ste vi surogat za publiko celotnega ZRC-ja, v resnici pa seveda nagovarjam njih. Torej, z mislijo na tokrat mogoče pristransko na te dve skupini želim seveda vsem skupaj miren iz tega leta in seveda se pridružujem dobrim željam kolegice, da pač prihaja novo, nekoliko manj stresno leto in da se bomo, kolikor je to mogoče, lahko vrnili pač k staremu življenju. Zdaj, izkušnja, ki jo imamo v tem letu kot raziskovalke in raziskovalci, je ta, da pač za zdaj, ne glede na to, kako dobra je tehnologija, našega dela nikakor ne more nadomestiti. In zato mislim, da je fino, da se čim prej vrnemo na staro. Torej, prijazno bodoče leto in veselo praznovanje. Da se praznovati tudi nadaljavo. Jaz sem včeraj dobil po pošti 2 vabili na ples, ki ga ne bo, ampak bo pri vsakomur doma, tako da marsikaj se bojo ljudje še spomnili, ste lahko brez skrbi do 31. Torej, praznujte, kolikor se le da. S tem je današnje srečanje zaključeno. Črta se njegov zadnji del, kjer pač se začnejo ljudje objemati, nazdravljati in tako naprej. Tega danes pač ne moramo početi. Hvala, da ste bili z nami, z nama, tudi zaradi tega, ker pač predstavljate ta hip cel ZRC. Lepo se imejte in nasvidenje. Nasvidenje.